Hollywood nas že leta zavaja glede naše telesne podobe, glede tega, kaj verjamemo, da je lepo, in glede naših ideoloških norm. In zdaj ste opazili, da so vse hollywoodske zvezdnice začele izgledati zelo, zelo suhe, imajo pa tudi te sive povešene oči in vse jemljejo Ozempic ter to normalizirajo. To je kot čudežno zdravilo, ki te naredi suhega, ampak obstaja tudi temna plat tega in o tem bomo govorile. Dobrodošli v oddaji Pushback. Ljudje vse pogosteje opozarjajo na zaskrbljujoč nov telesni ideal v Hollywoodu. Vsi v Hollywoodu so trenutno izjemno suhi. In to ni le običajna suhost. Gre za zaskrbljujočo, bolno, skoraj smrtonosno suhost. V Hollywoodu naj bi vladala epidemija suhosti. Influencerji gibanja za pozitivno samopodobo, pevci, akcijski zvezdniki, celo otroške ikone. Vsi se zdijo vse bolj suhi in vsi mislijo, da poznajo njihovo skrivnost. V Hollywoodu je težava z drogami. Čakaj mal. Samo povedati želim, da sem velika zagovornica tega, da so ljudje suhi in zdravi, da niso pretežki in nezdravi. Sem velika zagovornica tega. Ampak to in videz Ariane Grande, kot da je pravkar preživela drugo svetovno vojno, pri meni ne deluje. Nekaj pri tem je narobe. In moraš se zavedati, da morda kot starejša odrasla oseba, ki je vajena videti veliko različnih oblik človeških teles v Hollywoodu, lahko opaziš, da je nekaj narobe s tem. Ampak ko mlade dekleta in fanti odraščajo in to vidijo kot novo normalnost, nimajo te sposobnosti, da bi prepoznali, da je to napačno in nenaravno. In to zdaj normalizira dobesedno anoreksičen videz zaradi zdravila. To je Ozempic. Večina jih je na Ozempicu. Veš, vsi lažejo, vsi govorijo, manjši obroki. Ma dej jebeno utihan. Si na Ozempicu. Mimogrede, delaš na svojem telesu in zdravju. Ne? To je Ozempic, tako sem zgubil to težo. Z rastočim črnim trgom, ki izkorišča to publiciteto, so zdravniki zaskrbljeni, da ljudje pretiravajo. Toda zdravilo je najmanj zanimiv del te zgodbe. Podjetja zdaj prodajajo ta zdravila prek spletnih strani skoraj vsakomur. Pred nekaj meseci mi je eno izmed njih ponudilo sponzorstvo. Več denarja, kot sem ga kdajkoli dobil. Toda organizacije, kot je ta, običajno nočejo, da jih raziskujem. Glejte, snemam dokumentarce, v katerih raziskujem to industrijo. Nihče ne ponudi takega denarja, razen če ga namerava dobiti nazaj. Zato sem začel raziskovati kako in našel celoten sistem, zgrajen okoli teh zdravil. En, ki se zdaj širi tudi v fitness industrijo. Kar me skrbi, saj bi moj 16-letni jaz padel v to past. Kot zdaj vidimo, da počne vse več zdravih najstnikov, da bi dosegli hollywoodski videz, ta problem. Mislim problem, pozabite samo na problem s hujšanjem zaradi Ozempika. Pojav luxmaxinga. Pojav, ko otroci uporabljajo kladiva, da spremenijo svoje obraze, jemljajo ogromne količine steroidov, da postanejo nenaravno veliki, kar ima resne dolgoročne in doživljenjske posledice. Resne posledice, vse te stvari jih imajo. Motnje hranjenja v otroštvu lahko zavedno preprečijo, da bi žensko telo delovalo tako, kot bi moralo in da bi lahko na zdrav način imela otroke. Vnašanje steroidov, dajanje drog v svoje telo, udarjanje samega sebe s kladivom, uživanje čudnih stvari. Idealizirano prizadevanje, da bi izredali na določen način, je za nas kot družbo zelo nevarno, da to spodbujamo in podpiramo. Ampak če pogledaš, kaj pomeni luxmaxing in pogledaš, kako hitro ta skupina raste, to je noro. Dobesedno. To je postalo popolnoma normalen pojav. Poglej na luxmax.org, preveri, če sem človek. Saj veš, da sem človek. To mi gre tako na živce. Prav. Poglej, tukaj lahko najdeš vse te čudne stvari, fitness, stil, lepotne operacije in še več. Prav, pridruži se skupnosti, kjer lahko razpravljaš o tem, kako naj opravim krvne preiskave, če imam 16 let. 16, zaradi tega se počutim res neprijetno. In obstajajo pravila na luxmax.org, ki pravijo, da je estetika pomembna. Tvoj videz je pomemben. In seveda, biti videti lep, biti videti zdrav je pomembno. Dobro počutje v svojem telesu je pomembno. Nihče tega ne zanika. Ampak vsiljevanje te ideologije, da se moraš res spremeniti in preoblikovati samega sebe. In v kulturi, ki ustvarja milijarde in milijarde dolarjev. Mislim, ni treba gledati dlje od modne industrije, ali industrije ličil, ali industrije zdrave lepote, ki ti vsiljuje, da se moraš ves čas spreminjati, ne pa, da bi poskušala postati bolj zdrava. Prodali bodo pod pretvezo zdravih idej, v resnici pa ti vsiljujejo nevarne stvari, da kupuješ vedno več in več ter zapravljaš denar, da bi dosegla cilj, ki je nedosegljiv. In če je ta cilj dosegljiv, je v resnici zelo slab zate. To je bolj očitno kot kdajkoli prej. Dober večer in dobrodošli na 82. podelitvi Zlatih globusov. Največji noči za Ozempic. Tu ni kar nek pogovor. Mislim, da je to res problematično in tega res ne maram.
Jaz sem vsekakor za to, da ljudje lahko izgubijo težo. In iskreno, poznam nekaj ljudi, ki so začeli jemati Ozempik in jim je to spremenilo življenje, ker so se leta trudili in so imeli zaradi tega resne zdravstvene težave. Ampak uporaba zdravila na določen način, ki ga predpiše zdravnik, da ti pomaga izboljšati življenje, je nekaj povsem drugega kot ta obsedenost z normalizacijo. Samo množična izguba teže, brez vseh drugih stvari, ki jih tvoje telo potrebuje, da ostane zdravo in da to vzdržuješ. Brez psiholoških elementov, brez dejanskih fizičnih elementov. Samo si preprečuješ, da bi jedla s tem, da nekako skušaš nadzorovati svoj apetit. In preprosto imam s tem težavo. Točno ta vid smo že videli prej. Vsi izgledate odlično. Ko pogledam po tej sobi, se nehote vprašam, je Ozempik primeren zame? Če pogledamo katerokoli rdečo preprogo, se ti vici ne zdijo neutemeljeni. Govori se o Ozempik zabavah. Zvezdniki se zbirajo, da bi si skupaj ubrizgali. Veliko ljudi je reklo, da je Dwayne na Ozempiku. Mislili so, da je na jebanem Ozempiku. Ampak ne potrebujete govoric, nekateri so to preprosto povedali. S pomočjo Ozempica sem izgubila skoraj 19 kg. Poskušam biohackati svoje telo. Torej, karkoli, kar mi bo pomagalo, da se pomlajujem, me zanima. Jolo, videti si suh. Hvala. Ozempik? Si na njem? O, si res? Si opazila, da imajo vsi enake sive povešene oči? Mimogrede, zdaj prihaja ven tudi veliko informacij o drugih učinkih, ki jih ima lahko Ozempik nate. Naprimer, izguba vida. Ljudje tega ne vedo. In za ljudi s sladkorno boleznijo ali debelostjo so resničen medicinski preboj. Vsi v tisti sobi vedo, kakšna je razlika med tem, da jemlješ zdravilo, ker ga potrebuješ iz zdravstvenih razlogov, ali pa zato, ker moraš v petek hoditi po rdeči preprogi. To je dobro zdravilo za pravo osebo. Težave se začnejo, ko začne biti pomembno, kdo je prava oseba. Kajti za slavne osebe to pogosto ni zdravilo. To je pospeševalec stare hollywoodske tradicije, hitre diete. Veš, enkrat sem slišala, da je nekdo rekel, da pogosto, ko pogledaš družbo, bolj kot je družba bogata. Nekoč je to pomenilo, da bi se zredil, ampak danes je tako, da moški se redijo in redijo in redijo, ženske pa se samo manjšajo in manjšajo in manjšajo zaradi družbenega pritiska. In pogosto razmišljam o tej metafori. Nisem ravno velika feministka ali šovinistka ali kaj takega, samo razmišljam o tem, kako žalostno je, da je družbeni pritisk tak, da bi se morala nekako kar izgubiti. Izgini, kolikor lahko, samo izgini. Še enkrat, nikakor ne zagovarjam debelosti. Mislim, da je to grozna stvar. Mislim, da lahko večina ljudi, razen če imajo resne zdravstvene težave, naredi nekaj zase in uporabi disciplino, ki jim bo pomagala izboljšati vse vidike njihovega življenja, ter se spraviti vsaj do točke, ko so zdravi. Ampak ta super shujševalni standard mi ni všeč. Leta 2022, Met Gala. Kim Kardashian si je želela obleči obleko, ki jo je nosila Marilyn Monroe, ko je predsedniku zapela vse najboljše. Obstajala je le ena težava. Poskusila sem jo obleči, pa mi ni bila prav. Pogledala sem jih in rekla, dajte mi 3 tedne. In morala sem izgubiti približno 7 kg, da sem danes lahko oblekla to obleko. Ali je Kim uporabila GOP ali ne, v resnici ni pomembno. Hollywood je vedno pritiskal na ženske, da so suhe, in na moške, da so vitki in mišičasti. Zdravila za hujšanje so le hitrejši način, da prideš do tega. Medtem ko časopisi trdijo, da se heroin šik vrača. Bodi suha ali pa obudi mrtvega sorodnika. Suha. To je šala. Ampak ljudje že desetletja zasledujejo hollywoodske ideale do skrajnosti. Ideale, ki se nenehno spreminjajo. Kar ljudje v resnici ne vejo o meni, je, da imam zbirko revije Vogue od svoje babice, ki jo je zbirala. Mislim, da je celo v ozadju. Naj jo prinesem, samo trenutek. Babica zbira revijo Vogue, mislim že od 1900 nekaj. In imam tukaj revije Vogue, to je iz, kaj pa je to? Iz leta 1986. Standard lepote, ko se spreminja, je tako neverjetno dramatičen in osupljivo ga je opazovati. In to je nekaj, kar imam. Imam to ogromno zbirko. Imam stotine in stotine revij Vogue v svoji sobi za goste. Spodaj. Zakaj? Ker verjamem, da je zelo pomembno videti, kako nas je družba silila v različne lepotne ideale, ter kako je zaslužila toliko denarja s tem, kako neresnično je vse skupaj. Vse je lažno, ker nič od tega ni zares resnično. Vsi vemo, kako izgleda lepa oseba. Zdrava, srečna, čista, jasna, z bleščečimi očmi, nekaj urejenega, skrbno negovanega, nekaj na tem izgleda lepo, prav. Mal bo debela, mal bo suha. Vse je v redu, dokler izgledaš zdravo in sijoče. In to je nekaj, na kar smo pozabili, ker imaš goste obrvi, tanke obrvi. Mimogrede, jaz sem vedno imela goste obrvi. Ampak goste obrvi, tanke obrvi, dolgi lasje, kratki lasje, temni lasje, sveti lasje, zagorela koža, manj zagorela koža, zelo, zelo suha, manj suha, mišičasta kot velik nos, majhen nos, velike ustnice, majhen nos, ustnice, ušesa, oči, obraz, ustnice, lifting obraza, kot da se vse ves čas spreminja, moda se spreminja. Te uprave, ozke kavbojke, široke kavbojke, dolge kavbojke, stare kavbojke, kavbojke mom kroja, nove kavbojke, vedno se spreminja.
spreminja. In spreminja se tako, da nikoli ne moreš dohiteti. Tako si vedno v bistvu priklenjena na standard in družbo, ki od tebe dobiva denar, medtem ko poskušaš slediti novemu modnemu trendu. Zato oblačila danes ne zdržijo več. 50 let. Čeprav stara oblačila še vedno zdržijo. In obožujem nekatere kose v omari svoje babice, ki so še danes modni, kot dober Burberry plašč ali, ne vem, Dior krilo. Vse te stvari, ki so bile nekoč lepe in modne, so nekako izginile. In res je srce parajoče videti, da Hollywood potiska to agendo. Ne bomo si ogledali celotnega videa, lahko si ga sami pogledate. Josh Pratt, zdravnik. Stran nove obsedenosti Hollywooda. Tukaj je resen problem, o katerem se premalo govori. Postavljanje Ozempika kot lepotnega standarda je grozljivo, grozljivo. In nisem za to. In ne verjamem v to. In seveda sem si tudi jaz kot dekle vedno želela, da bi bila bolj suha. In ne bom se pretvarjala, da nimam svojih težav s svojim telesom in s tem, kako izgledam. Seveda jih imam, vsako dekle jih ima. Ampak začeti se moramo spraševati, kdaj se je to zgodilo in zakaj se je zgodilo. In zakaj bi sedela tukaj v svojem domu, srečno poročena in s čudovito hčerko. In gledala nekoga, ki je očitno bolan v Hollywoodu. In mislila, da bi morala tudi sama stremeti k takšnemu življenju. Da bi se morala zato odrekati stvarem ali si ubrizgavati nekaj, za kar sploh ne poznam nevarnosti ali posledic. Zakaj je to postalo naša nova norma? Ja, mislim, da sem to že prebolela. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.